Plitvi podzemeljski habitati so za razliko od jam plitvo pod površjem, nekaj centimetrov do nekaj metrov. Jame so običajno lahko več metrov, tudi metrov globlje v podzemlju. Plitvi podzemeljski habitati so lahko vodni, lahko so kopenski. In za razliko od globljih jam je tukaj variabilnost okoljskih dejavnikov, kot je na primer temperatura, veliko večja. Zazna se nihanje med dnevom in nočjo, zaznajo se sezonska letna nihanja. Za razliko od globljih jam, kjer je okolje veliko bolj stabilno. Plitvo pod površjem je tudi količina organske snovi, hrane precej večja, kot je to globlje v podzemlju. Organizmi na nek način živijo, lahko rečemo, dobesedno v hrani, kar je v nasprotju s splošnim mnenjem, da podzemeljske živali živijo v okolju, kjer je hrana količinsko in kakovostno omejena. Te razlike pomenijo to, da se morajo podzemeljski organizmi na te razmere prilagoditi, za razliko od organizmov, ki živijo globlje v podzemlju. Tekom evolucije so razvili različne prilagoditve, da dejansko lahko preživijo, hkrati se morajo pa tudi nekako prilagoditi oziroma kljubovati vsem tem hitrim spremembam, ki običajno nastanejo, če živijo tik pod površjem. Za znanost bo pomenila to, na eni strani praktičen pripomoček pri samem študiju, hkrati pa tudi nove ideje, nova spoznanja, nova razmišljanja, ki lahko privedejo k nadaljnjim raziskavam in nadaljnjim odkritjem. Prvi izmed teh plitvih podzemeljskih habitatov, ki sem ga raziskovala, je bil epikras, to je bil v okviru moje doktorske naloge. In takrat so rezultati in izsledki pomenili, bom kar rekla, neko revolucionarno odkritje in so znanstveniki potem po svetu, v drugih krasoslovnih deželah tudi sledili tem raziskavam. Tako da po tistem so potem opravili določene raziskave in danes poznamo izsledke, rezultate teh raziskav iz Italije, iz Španije, iz Romunije, tudi iz Združenih držav Amerike, na Kitajskem, v Rusiji so se delale podobne raziskave, tako da odzivi prav gotovo so. In jih lahko pričakujemo tudi po drugi monografiji. Če recimo omenim samo pri proučevanju epikrasa, moram reči, da takrat sem iznašla eno tako zelo preprosto, pa učinkovito tehniko za vzorčenje in precenjanje prenikle vode in organizmov v njej in ugotovila, da najštevilčnejši organizmi, ki jih prinaša ta prenikla voda iz epikrasa, so ciponožni rakci. To so taki drobni milimetrski rakci, nekateri tudi s čudovitimi prilagoditvami, ki so sicer opazne samo skozi okular mikroskopa. Vendar pa je bilo med njimi ugotovljenih veliko novih vrst. Pravimo jim epikraški specialisti, zaradi tega, ker živijo samo v epikrasu in drugih habitatih jih ne najdemo. In to je za znanost pomenilo res nekaj velikega, odkritja novih vrst, ki živijo samo v epikrasu. Lahko rečem, da se lahko z lahkoto primerjamo z drugimi vrhunskimi znanstveniki, da so rezultati naših raziskav v svetovnem merilu v samem vrhu, kadar govoriva o omenjenih področjih krasoslovju in speleobiologiji. Krasoslovje smo pripeljali še na višji nivo, namreč izobražujemo študente na doktorskem mednarodnem programu Krasoslovje, ki se izvaja na Univerzi v Novi Gorici in v okviru katerega je bilo tudi ustanovljeno pred kratkim krasoslovno študijsko središče Unesca. To je nedvomno priznanje in uspeh, ki ni ostal neopažen. Brez sredstev ne gre, prav gotovo, vendar tako, če pogledam v svojega stališča, menim, da bi se slovenski znanstveniki morali manj časa ukvarjati s papirologijo, neskončnim izpolnjevanjem obrazcev, pisanju neskončnih poročil in mogoče več časa nameniti objavljanju rezultatov svojih raziskav. Kajti to je merilo uspešnosti v znanosti, hkrati pa tudi iskati možnosti apliciranja tega svojega znanja v praksi. Torej lahko bi rekli, da znanost sama po sebi
nima več mesta, znanost per se je preteklost, vendar pa znanost in mogoče gospodarstvo v roki za boljšo prihodnost.